Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi iz komentatorskega mesta stadiona z Dežele v Celju, ki je danes prizorišče velikega derbija 25. kroga prve lige Telemach. Tudi ene najpomembnejših tekem v tem prvenstvu. Sploh Celjani so takšno seveda igrali že v prejšnjem krogu, ko so gostovali v Stožicah. Tako rekoč vsi glavni favoriti že izpadli. Tole je nevarna žoga. Pa to najprej je Milson za las zamudil, potem tudi Prucev iz ozadja, zdaj Karničnik, ki je zadev Repasa. Dobro je posredoval Eichmajer, to da Celjani so zapravili žogo, tu je zdaj Sudani. Sudani se pripravlja za strel, Sudani in Rozman brani. A Popovič ima zdaj veliko odprtega prostora pred seboj. Popovič, Matko se je odkril, Matko poizkuša, Matko strelja, brani Bergsen. Pa Prucev potem nekoliko premalo odločno na odbito žogo in razčistili so Mariborčani. Priložnost za Mariborčane, Sudani, odličen sprejem Sudanija, ki zdaj preigrava, strelja in brani Rozman. Sudani je prišel nazaj, to da izgubili so zdaj žogo, tule je Matko! Aljoša Matko in Celjani so povedli v 49. minuti. Potem, ko se je zdelo, da je celjskega napada konec, da so Mariborčani umirili žogo, prišli do nje, da bodo organizirali svoj napad, pa napaka. In Matko jo je s pridom izkoristil zdaj za svoj 9. gol v tej sezoni. Aljoša Matko, nekoč je bil tudi vijolični bojevnik. Tole je zdaj na nek način zakon bivšega. Takole je pobegnil Matko, v zelo težkem položaju je bil. To da sijajen zaključek, poglejte. Ob prvi vratnici je presenetil Mena Bergsna. Aljoša Matko, Celjani vodijo z 1-0. Tole zdaj lepo kombinirata Iličić in Repas, pa zdaj Anej Lorbek s predložkom. Priložnost za Iličića in obramba Rozmana še enkrat. Pozor seveda na Zeca in na Nemaniča. Tu je priložnost za Bajdeta, prva zaključna žoga Celjanov je bila to. Bajde je prišel do strela. Jasno, Iličićevi predložki so v glavnem odlični. Tudi tale je tak in gol, Karič! Sven Šoštarič, Karič, 84. minuta, izenačenje na stadionu z Dežele. 1-1. Točno to, kar sem dejal. Prekršek povsem brez potrebe, na ta način ponudiš priložnost nasprotniku in jasno ima v svojih vrstah Maribor čudovitega distributorja. Tule pa je zdaj Blato poskrbelo, poglejte, da se žoga ni odbila. Karničnik skozi sredino, Karničnik lepo na stran za Menala, pod Prucev pred vrata zamudil je Gregor Bajde. Tekma na zelo visokem nivoju, fantastična kulisa. Kaj pa se dogaja z vašimi prekinitvami? Tretja tekma zapored, če se ne motim, ko ste prejeli zadetek. Ja, res je. Ena super tekma. Mislim, da je bil pač zelo dober tempo na današnji tekmi. Obe ekipi sta prikazali pač izjemen nogomet. Mislim, da to je dobra promocija za slovenski nogomet. In ja, kot ste rekli, pa res spet ta prekinitev. Mislim, tu, ko smo bili prej, bom rekel, najboljši, nismo prejeli gola zelo, zelo dolgo. Sedaj nam nekako te prekinitve smo premalo zbrani in to nas kaznuje. Točka v boju za naslov, Olimpija igra za vami v tem krogu. Ste zadovoljni, ste razočarani? Glede na potek tekme, mislim, da ne moramo biti zadovoljni z tekmo. Mogli bi, kot sem rekel, pripeljati tekmo bolj mirno do konca.
na koncu spet po 1-1 imamo priložnosti, da zadanemo, ampak nekako nam ni uspelo. Žan, najlepša hvala in srečno v nadaljevanju sezone. Prihaja pa pred naš mikrofon še vezist Maribora, Jan Repas. Jan, najverjetneje ste potrošili veliko energije, delovalo je, da je bila bitka na sredini igrišča, na polno, kot radi rečemo, smo prav opazili z roba igrišča. Ja, ste sami videli, ena težka tekma na težkem igrišču proti nasprotniku, ki je prvi na lestvici. Za nami je tekma, ki bi se lahko končala tudi z večjimi števili zadetkov. Se mi zdi na koncu nekak realen rezultat. Eni in drugi smo imeli priložnosti. Ja, na koncu smo dejansko trepetali za porazom, ampak ja, hvala Bogu, da smo zadeli. Koliko je morda uničil oziroma ubil ritem oziroma ubila ritem menjava, ko je Blaž Vrhovec v prvem polčasu zaradi poškodbe šel iz igre? Ja, sigurno noben ni tega pričakoval, ampak ja, na prvem mestu je njegovo zdravje, upam, da je z njim vse v redu, ampak mislim, da se je potem Dizdarović zelo dobro izkazal in odigral eno dobro tekmo. Energija je nazaj, vse tako se je zdelo, glede na slavje oziroma pozdravljanje z vašimi navijači z violami. Ste že pozabili na poraz z Radomljami? Ne, pozabili nismo, sigurno da ga nismo, ampak ja, to je šport, gremo naprej, nimamo kaj zdaj razmišljati o preteklosti. Zdaj nam je še ostalo prvenstvo in naredili bomo vse, da bomo napredovali in zmagovali. Pred našim mikrofonom je Ante Šimundža. Gospod Šimundža, glede na to, da ste se vrnili po zaostanku, ste na koncu zadovoljni s točko ali ste vseeno bolj razmišljali o tem, da bi šli po izenačujočem zadetku, po popoln preobrat? Ko smo prišli v Celje, smo želeli vse te točke, tako smo tudi postavili. Definitivno v prvem počasu nismo bili na nivoju, kjer smo želeli, preveč je bilo prostora za nasprotnika. Kljub temu, da smo imeli mi priložnosti, oni tudi, mislim, da je Rozman odbranil dve top situaciji, ampak skupaj nisem bil zadovoljen prvi počas, ker smo bili predolgi, enostavno principi faze obrambe niso bili na nivoju, kjer si želimo. V drugem polčasu smo hitro prijeli zadetek po zadevi, ki se ne želimo. Še posebej, ko je v taki nevarni coni žoga, ne smemo komplicirati, enostavno, ampak to se zgodi, to je nogomet. Dejstvo pa je, da smo v tem drugi počas bili, po mojem mnenju, malo boljši od nasprotnika, spet mislim, da dve ali ena dobra obramba Rozmana. Tako da, ko pogledam vse skupaj, mislim, da je neodločen rezultat nekako najprvičen danes. Kako ste zadovoljni tokrat z energijo, ki so jo vnesli igralci, ki so dobra dobili energija priložnost? Je pa dejstvo, da se je malo poznala sreda, mogoče in z fizičnega in psihičnega stališča, ampak to je nogomet, moramo preklopiti in odgovorili smo zelo dobro. Sven Šoštarič-Karič je na polčasu dejal, spremljamo obračun dveh najboljših ekip v slovenski ligi. Se strinjate z njegovo trditvijo? Dobro, to je mogoče malo subjektivno, ampak definitivno vsak mora razmišljati pri sebi, da je najboljši, da lahko potem nekaj doseže. Kako vas veseli pozitivna energija, ki je bila znova vidna med navijači, violami in igralci, takoj po tistem izpadu iz pokala? To je najverjetneje tisto, kar ste si zdaj spet želeli takoj vrniti tudi v ekipo. Poglejte, dolgo let sem v Mariboru, igral sem tu, marsikaj doživel, tako da v Mariboru, ko daš vse od sebe, ni nikoli težava, kljub temu, da si Maribor želi vedno zmagati, da si to vedno nekako je v našem DNK-ju, da želimo svoje trofeje, ampak prije tudi takšna situacija, da nekako ne gre, ampak ko potem igralci dajo, igralci na igrišču, igralci na klopi plus strokovno vodstvo dajo vsi vse od sebe, da tekmo preobrnejo, zmagajo, potem je v Mariboru nikoli ni težav. Vem, da ne radi govorite o drugih ekipah, ampak vseeno Maribor je danes vplival s tole točko na boj za naslov. Ja. Kako mislite, da se bo razpletlo? Poglejte, mi smo zadržali pozitiv niz iz prvenstva, kar je zelo dobro. Nažalost smo prejeli zadetek, mislim, da letos prvi iz igre. To je ena stvar, katera ni v redu. Po drugi strani pa preobrat, se vrnili v igro, pomeni proti koncu tekme, verjeli v tale gol, da ga lahko zadenemo in potem je to tudi uspelo. Damir Krznar je pred našim mikrofonom. Damir, greva najprej na konec tekme, 88. minuta, Bajde sam pred golom, pa ne prejme podaje, vas to jezi? Naravno, ali bilo je tu puno detalja koje vas mogu onako sterate grob, ali nećemo o tome, jednostavno
Jako dobra utakmica s naše strane, isto tako i sa strane Maribora, otvoreno, hrabro. I jedna i druga momča su išla na 3 boda i onda apsurd, podijelimo bodove, samo bod. Ostaje žal ponovno jednostavno iz prekida gdje je stvar samo mentaliteta, siline, odlučnosti, hrabrosti, opet smo tu poklekli. Treći zapored, ne treća zaporedna tekma. Treći put za redom, veliki je to problem, veliki je to hendikep i velika 2 boda koje smo izgubili, ali ono što hrani igra i moramo se dići iznad svega toga, moramo nastaviti tako dalje i moramo naravno poraditi na toj hrabrosti. Na zadnji tekmi niste bili zadovoljni s tem, da je ekipa stala nizko, globoko. Danes ste bili više, vseeno pa tam 60. do 70. minuta, padec v igri, razlog za to? Bili smo kroz cijelu utakmicu zadovoljavajuće agresivni. Morate znati da je to vezni red Maribora koji vas lako ispasira. Morate naći taj nekakav srazmjer visine napada da se zadnja linija hrabro digne. U trenutku kad Maribor gubi 1-0 i kad nema više nikakvih kalkulacija, kada ide u vabank, onda naravno da vam idu u rizik i da vas na trenutke ispuste ispod te linije u kojoj ste planirali biti. Vaš nekdani varovanec Sven Šoštarič-Karič je na polčasu rekel, gledamo 2 najboljši ekipi v Sloveniji. Vi ste prejšnji teden igrali z Olimpijo. Lahko potrdite njegove besede ali je to bilo vseeno v nekem zanosu tekme? Ok, gledam svoju momčad i znam da je moja momčad najbolja momčad. Kaj pa v boju za naslov pomeni tale točka? Zapravljeni 2 točki, drugič zapored. Zdaj to se čuti, kaj pritiska v klubu ali... Pa razuman pritisak, jednostavno to su utakmice u kojima se dobivaju prvenstva i nije lako igrati za prvaka, nije lako igrati utakmice za prvaka i sigurno da taj nekakav mentalni pritisak vas još malo izlimitira, ali ok. Nikakva panika i nikakav problem. Sve će još momčadi igrati međusobno, rasipat bodova na jednu i drugu stranu, ali mene uopće ne brinu druge. Gledamo samo sebe i gazimo dalje.